Ok, bi pa mogoče začeli smo. Spoštovane novinarke, novinarji, spoštovani sogovorniki, sogovornica, prijazno pozdravljeni. Društvo Onkoman že 4. leto zapored organizira športno dobrodelen krog življenja pri nas na Ravnah na Koroškem in naš grajski park bo drevi spet deležen obilo medijske pozornosti, saj se eden največjih športno dobrodelnih projektov odvija prav v osrčju Koroške. Še bolj pomembno kot to pa je pozornost, ki jo namenjamo osveščanju o bolezni, primerom dobre prakse, kako se spopasti z hrbtno boleznijo in teči dalje svoj krog, ter pokazati javno podporo vsem, da smo kot lokalna skupnost povezani in na voljo za pomoč. Krog življenja pa tudi sicer pomeni spremembo v našem slovenskem prostoru, saj bomo z zbranimi sredstvi prispevali k izvajanju rehabilitacije bolnikov. In ta novinarska konferenca je že uvod v dogajanje, ki se bo zaključilo jutri pozno popoldne, brez vmesnega predaha. Letos se skupaj posvečamo problematiki raka prebavil, kar bo tudi krovna tema v letošnjem novembru. Tumori prebavil so namreč največja skupina rakavih bolezni, med njimi rak debelega črevesa in danke, ki je najpogostejši, redkeje se pojavljajo rak želodca, trebušne slinavke in požiralnika. V zbiru informacij, ki smo vam ga posredovali in ki ga je pripravil za nas NIJZ, najdete tudi kopico statističnih in drugih pomembnih podatkov. Zdaj pa dovolite, da poseben pozdrav namenim tudi sogovornikom oziroma gostom v imenu gostitelja tudi podžupanu. Z nami so gospod Matej Pečovnik, predsednik društva Onkoman. Z nami je namesto doktorja Tomaža Rožena tudi podžupan Andrej Rjavec, ker je župan nujno zadržan. Spoštovani podžupan, lepo pozdravljeni. Pozdrav. Z nami tudi iz NIJZ za naše območne enote Ravne gospod Jure Ploder. In še pomembna sogovornica, ambasadorka svita, spoštovana gospa Majda Gros, dobrodošli. Dobar dan. Pa če najprej besedo namenimo podžupanu v imenu občine Ravne na Koroškem. Gospod Andrej Rjavec, zakaj pravzaprav občina Ravne na Koroškem sploh podpira tovrstne projekte, kot je krog življenja in kakšen je njihov učinek v naši lokalni skupnosti? Za občino Ravne na Koroškem je seveda podpora javnemu zdravju izrednega pomena. Mi se na različne načine nekako trudimo za to, da je oskrba za zdravje naših občank in naših občanov dobra in s podporo takšnih akcij se seveda nekako dviga nivo zdravstva oziroma oskrbe na področju zdravja za naše občane. Podpiramo seveda vse akcije, predvsem se mi zdi, da poudarim, da podpiramo in vedno prisluhnemo nevladnim organizacijam, ki na tem področju delujejo. Gre za institucije, ki delujejo na prostovoljni bazi, zato se mi zdi še to toliko bolj pohvalno. In seveda poleg Onkomana so seveda tu še drugi projekti, ki jim prisluhnemo in jih sofinanciramo in s tem, kot rečeno, dejansko delujemo posredno na področju preventive, posredno delujemo in prispevamo, pomagamo našim občanom na področju prepoznavnosti in vseh ostalih, bom rekel, stvari, ki so za boj proti določenim boleznim potrebne. Hvala. Letos se morda zdaj kar uvodoma že pridružuje Onkomanu, torej 24-urnih hoji, tudi ekipa občine. Drži, z velikim ponosom lahko povem, da ima občina Ravne na Koroškem letos svojo ekipo, župan, podžupan in svetnice, svetniki, predvsem pa zaposleni, bomo imeli svojo ekipo in s tem dejansko nekako nakazujemo oziroma povemo, da je povezana lokalna skupnost, predvsem na tem področju izrednega pomena. Hvala lepa. Na tem mestu bi se nam moral pridružiti tudi zdravniki Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, od koder so nam sporočili, da so tudi preobremenjeni in zasedeni. Zato bomo nadaljevali z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. V Sloveniji je zaradi vseh vrst raka v letu 2019, od koder sodi tale statistični podatek, umrlo 6285 oseb, na Koroškem 262. Rak prebavil. Jure Ploder, vi ste pripravili tudi obsežno statistiko na področju raka. Kako je s to statistiko obolevnosti na našem področju? Morebiti, če izpostavite kakšen poseben moment, ki je specifika za Koroško. Ja, torej, po podatkih registra raka Republike Slovenije je tako v Sloveniji kot tudi na Koroškem med vsemi vrstami raka prebavil
na prvem mestu rak debelega črevesa in danke. In namreč zajema kar približno polovico vseh rakov prebavil. Če pogledamo širše med vsemi raki, je bil do začetka delovanja programa SWIT, to se pravi nekje pred 15 leti, rak debelega črevesa in danke tudi drugi najpogostejši rak med vsemi raki skupaj. In zdaj v teh letih, kar program SWIT pravzaprav deluje, je to uspelo nekako nam številke znižati. Rak debelega črevesa in danke je sedaj na 5. mestu med vsemi raki skupaj. Vendar, kot rečeno, najpogostejši rak na prebavilih in veliko dela se zagotovo tukaj še čaka. Za delovanje, kot omenjeno, oziroma za preprečevanje tega raka, za zgodnje odkrivanje in tukaj je namenjen program SWIT. SWIT deluje od leta 2009 in kot sem že omenil po podatkih, neverjetno dobra korelacija je časovna za začetki delovanja programa SWIT in za to krivuljo padanja raka na debelem črevesu in danke. Kar pa je mogoče še bolj pomembno, pa je to, da se sedaj veliko več rakov odkrije v zgodnjih fazah, kar pa je pravzaprav ključnega pomena za uspešno zdravljenje, za prognozo pri pacientih. Sicer pa mogoče od statističnih podatkov bi bilo vredno še omeniti rak želodca. Ta ni najpomembnejši med raki prebavilih, je pa zagotovo tudi pomemben in kar bi želel poudariti je, da je bilo glede na podatke med leti 2010 in 2019 precej več raka na želodcu v Koroški regiji kot pa v Sloveniji oziroma v ostalih regijah. Zdaj, zakaj točno tukaj toliko več, tega ne bi znal odgovoriti. Je pa dejstvo, da so tukaj neki dejavniki tveganja, ki na rak želodca vplivajo oziroma ga povzročajo. Recimo govorimo o močno začinjenih hrani, predvsem teh slanih, prekajenih mesninah in ostali dejavniki tveganja, kot so pri ostalih rakih tudi nezdrav življenjski slog, premalo telesne aktivnosti in tako naprej. Je pa pri raku želodca seveda zelo pomembna tudi okužba z bakterijo Helicobacter pylori. Ta je pa na splošno v prebivalstvu zelo razširjena, nekako po ocenah okoli 25% prebivalcev Slovenije naj bi to bakterijo imelo v želodcu. V tisti starostni populaciji, kjer pa je tega raka največ, nad 60 let pa verjetno celo nekje 2/3. Tako da tudi tu je en pomemben dejavnik tveganja. Izpostavili ste že ta pomemben presejalni program SWIT, pravzaprav vsi presejalni programi so izjemnega pomena, kar se je pokazalo tudi v koronskem času, oziroma česar bo statistika verjetno dognala učinke šele v prihodnje. Pa še eno vprašanje. Vi ste pripravili tudi zanimivo analizo oziroma podatke o vključevanju v ta SWIT program. Nekje opažate tudi trend upadanja, kako se pa soočate s tem? Rekel bom tako, v posameznih občinah seveda je trend upadanja, v drugih občinah je odzivnost porasla. Če pogledamo celokupno regijsko, smo v tem času, v zadnjih letih, se pravi podatki za leto 2022 kažejo nekje na 3. mesto med vsemi regijami. Prej smo se vedno nahajali nekje v sredini, od vseh 9 regij smo bili nekje 5. Tako da regijsko ne moramo biti preveč razočarani, vsekakor pa bi želeli cel ta nivo na državnem nivoju, govorim, dvigniti nekje proti 70%. Trenutno se gibljamo v regiji 66 in nekje 2-3% manj za celo slovensko povprečje. Kajti potrebno je vedeti, da če že tako dobro deluje program SWIT, brez odziva posameznika na koncu pravzaprav nima učinka in mora biti zadostno število ljudi vključenih, da je potem tudi uspeh. Ampak kljub temu, da je bil ta odziv nekje malo preko 50%, nekoč pa je danes preko 60%, se rezultati vseeno kažejo zelo pozitivno. Imamo pa še možnosti za napredek. Tako in si želimo seveda tudi priti na plodna tla s to pobudo. Morda še vprašanje, ko smo že ravno pri tem SWIT-u pa preprečevanju. S projektom Onkoman ste na tem področju naše občine širše, tudi Koroške, ki ima specifiko zaradi svoje lege in tudi sicer, ste vi dobili dejansko dobrega, močnega partnerja v boju proti raku. Kakšen je vaš pogled na projekt, kot je Krog življenja? Ja, vsekakor lahko rečem, da smo veseli in podpiramo takšne akcije. Kot rečeno, od posameznika je na koncu odvisno, da se odziva v te programe, ne nazadnje tudi, da ima zdrav življenjski slog. In seveda je pozitivno, da iz večjih, bom rekel, inštitucij oziroma iz večjih ust ljudje slišijo, so spodbojeni. Tako da nič drugega kot pa to, da podpiramo.
Bi pa še mogoče rekel, tudi meni se zdi zelo zanimiv njihov inovativni pristop, ki je včasih malo zbadljiv, mogoče šaljiv in sigurno na tak način pač dosežejo tudi določeno populacijo, ki je mogoče za tem uradnim nagovarjanjem same stroke, pa mogoče ne bi. Hvala lepa. Že podžupan gospod Andrej Rjavec je uvodoma izpostavil pomen ljudi, prvoosebne izkušnje, kaj vse se da, če se hoče, in prav ljudje ste tisti, ki nam kažete pot, kjer je volja, se tudi uspeh nekako lahko zgodi. Program SVIT je, kot sem že dejala, z gospodom Plodrom preventivni zdravstveni program, namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje tako moške in ženske, ki so od 50. do 74. leta starosti vabljeni na pregled vsake 2 leti. O osebni izkušnji s tem programom pa nam bo nekaj več povedala gospa Majda Gros, ki je od leta 23 tudi ambasadorka SVIT-a. Gospa Majda, najprej iskrene čestitke za zmago, življenjsko zmago, bomo rekli. Hvala. Pa morda čisto na kratko, kakšna je vaša izkušnja, kaj je za vami, kako ste spoznali program SVIT? Ko sem dopolnila 50 let, sem dobila vabilo SVIT-a in sem se temu tudi takoj odzvala. Sigurno, da je potem en velik šok, ko dobiš pozitivni odgovor, in sledijo pač določeni postopki, ki se jih ne smeš strašiti. Jaz pa še vedno pravim, SVIT mi je rešil življenje, ker če takrat jaz se ne bi odzvala SVIT-u, so mi zdravniki povedali, da bi bilo to leto in pol in bi se ta polip odprl in bi šel po mojem celem telesu. Jaz sem prebolela invazivni karcinom. To je bil samo en velik polip, ki so ga mi odstranili, na kar so pa še onkologi svetovali, da odstranijo še en del črevesja, in to je bila dejansko laparoskopska operacija. Jaz sem po 3 mesecih okrevanja se lahko vrnila nazaj v službo. In to je sedaj 10 let. Po 10 letih je to nekaj najlepšega, kar se lahko spomniš, in sem neizmerno hvaležna SVIT-u in zato še vedno govorim, ne zavržite vabila, odzovite se, ker to je nekaj najlažjega, kar lahko storiš za svoje zdravje. Mogoče samo še, a ste kaj spremenili življenjski stil, kaj spremenili pogled na življenje, odkar vam je ponujena druga možnost? Ja, sigurno. Vsako jutro, ko se zbudi, si hvaležen za dan, ki je pred tabo, živiš ga polno, neha se obremenjevati mogoče z malimi detajli, ki niso življenjskega pomena. Ne bom rekla, da sem drastično spremenila življenje, ker sem se že prej rekreirala, že prej sem bila športni tip, hranila sem se primerno, vse to sem sama mislila, da sem se, ampak ker je tudi mož sladkorni bolnik, da neke večje spremembe nismo imela, smo pa živela bolj pozitivno, ker vsekakor je današnji naš največji sovražnik stres. In če se stresu lahko izogneš, se lahko izogneš tudi kakšni drugi. Danes lahko računamo na vašo podporo, pomoč tudi na krogu življenja? Ja, jaz sem podpornik, ampak se moram na tej točki upravičiti. Imam tudi moža, ki je trenutno na zdravljenju raka, na limfomo, in ga moram tiskati v Ljubljano. Vi ste prav zagotovo ta pravi naslov, da vas pozovem še k tem besedam, ki jih želimo slišati. Kaj bi priporočili vsem, kako ravnati preventivno, kako predihati tisto prvo sporočilo o postavljanju diagnoze? Najprej bi vsem rekla, prosim, ne zavržite kuverte od SVIT-a. Dajte jo odpreti, dajte jo realizirati tako, kot vam veleva, ker navodila so zelo lahka, osebje je zelo prijazno, tam nisi številka, tam si ime in priimek. In pri SVIT-u ne rabiš čakati, ne vem,
365 dni ali 900 dni na čakalno vrsto, ampak to je najbližje, da prideš ti do svojega spoznanja, ali imaš rakaste celice v sebi ali ne. In zato pravim, dajte živeti na polno, rekreirati, rekreacija, zdravo prehranjevanje, ne enkrat na dan jesti. Jejmo večkrat na dan, jejmo veliko zelenjave, poskusimo doma pridelati zelenjavo, to, kar je zdaj že naš moto in cilj, da bi prišli do samooskrbe. Majda Gros, vi izjemno dobro upravljate svoje ambasadorstvo sveta. Verjamemo se tudi, da nije zdaj ponosni na vaš prispevek in da s takim entuzijazmom in tako pozitivo prispevate tudi na tem področju. Hkrati pa ste mi nekako med vrsticami tudi sporočili, da je Koroška pravzaprav zelo primerna za to rehabilitacijo. Nekako imamo vsi svoje vrtičke, lokalno pridelano hrano, ki je dostopna, poleg tega pa kupico zdrave zelene narave. Tako, in jaz pravim, imejmo se radi, poslušajmo drug drugega in skrbimo za svoje zdravje. In izklopimo stres. In izklopimo stres. Zdaj pa še nestresnem današnjem. Najlepša hvala. Hvala, gospod Gros, za nadaljevanje. Kot rečeno, danes bo stekel že 4. krog življenja, nič koliko jih je bilo že narejenih krogov namreč v Grajskem parku. Matej Pečovnik, veliko vprašanj smo v teh dneh prejeli tudi na račun tega kroga življenja. Kako bo torej ta dogodek organizirati, če najprej predstavimo to 24-urno štafetno hojo? Ja, 24-urne štafetne hoje se bo letos udeležilo 11 ekip. Dejansko bo 11 posameznikov vsak čas v Grajskem parku. Letos smo dodali tudi to noto, da bo dejansko prav tako štafeta. Iz Timinga Ljubljana bojo postavili prav take štafete, ponosno tisti, ki bo dejansko tisti na progi. In ja, jaz sem vesel, da smo po koroni, da ni treba pač paziti, da bomo lahko naredili krog življenja, ali ga ne bomo, ali ga moramo predstaviti na september. Jaz sem zelo vesel, da lahko planiramo od januarja naprej, pa da počasi lepo pol. Tako si prej rekla, čist brez stresa, lepo tu sedim. V parku se še nič ne dogaja, ne hecam se. Sem bil čez jutro v parku, zgodaj sem šel malo pogledati, kaj se dogaja, se šotori postavljajo, ali je igrišče pokošeno. Pač imam kar nekaj dela zdaj te dneve. Danes smo začeli s tole tiskovno konferenco ob 10. Ob 11. Grejo otroci iz Inštituta Zlate Pentlice na 2 osnovni šoli tu na Ravnah predstaviti svoje zgodbe tudi malo otrokom. Da tudi otroci vidijo, da če ne dobijo novega iPhona, pač takrat, ko ga želijo, ni konc sveta. In zelo sem vesel oziroma ponosen, da mi kot Onkomen tudi sodelujemo z drugimi podobnimi društvi, da se ne izključujemo, ampak da jih dejansko res vabimo v ta naš prostor oziroma v moje Ravne. In da se pač tu dogaja, tudi da se ne dogaja vse v Ljubljani. Izjemno smo hvaležni tudi v imenu župana občine Ravne na Koroškem, javna zahvala Matej. Nemalo organizacije, odrekanja ur prostovoljskega dela je za tako velikim projektom. Z velikim veseljem lahko poudarjam tudi to, da Matej z svojo osebnostjo dejansko privlači pozitivne ljudi, pritegne pozornost in pritegne somišljenike k sodelovanju. Zato iskrena hvala. Kakšen pa je kaj odziv? Zdaj letos že imamo nekako po 3 letih izpeljanega dogodka že nekaj izkušenj. Kako si kaj zadovoljen z letošnjim odzivom? Ja, jaz sem kar zadovoljen, oziroma imam občutek, da se je krog življenja prijel. In to je dejansko bil že od samega začetka pač namen. In ostaja naš Ravenski. Ostaja Ravenski, ja. Poleg tega, da se bo 24 ur hodilo, se pravi, to je že nekako smernica k temu, da narekujemo zdrav življenjski slog, da izpostavljamo našo čudovito naravo, pa si pripravil tudi s poudarkom na seveda raku prebavil, ki je letošnja tema, kopico spremljevalnega dogajanja. Morebiti bi izpostavil kaj iz te časovnice, kaj se vse zgodilo v teh 24? Ja, danes ob 5. se dobi, oziroma po 5. se dobimo ekipe v parku, da se dogovorimo vse te pač podrobnosti, kdo nosi tisto štafeto in kje se vse beleži. Pol ob 6. je v knjižnici potopis našega člana Denisa Malačiča, ki je pred nekaj leti imel raka na modih in nam tudi pomaga pri širjenju te besede, ker moški smo malo vase zaprti in težko se pregovorimo
o onkoloških boleznih, bo pač predstavil svoj potopis, ki ga je lani poletje bil, je šel v to špansko vejo El Camina. Potem imamo malo zabave v šotoru, ansambl Rosa, pol tam od 7 do naprej. Potem hodimo čez celo noč in potem... Tudi vreme danes bo? Bo, jutri tudi bo, smo naročili, ker smo lani pozabili. Pol imamo, tako, zjutraj se pol pa začne nogometni turnir, ekip v 11, dejansko pridejo vse največje ekipe v Sloveniji, Olimpija, Maribor, Mura, Triglav, pač nekoga pozabo, Celje, Maribor. Pol imamo temeljne postopke oživljanja, okrog 11 ure, ob 12 predavanje v zdravi prehrani, ob 3 v šotoru stand-up, Gašper Bergan pa Aleš Novak, po 5 zaključek hoje in naš stalni partner Vili Resnik. Skratka, kopica zanimivega dogajanja, zanimivih sogovornikov in nekako poudarek tudi na te moški percepciji, kot si namenoma izpostavil. Torej tudi. Če koga kaj zanima, v parku bomo bivši onkološki bolniki, ki imamo izkušnje, če ne vem, prek spleta oziroma prek kakih forumov nekdo ne upa vprašati, lahko me malo pocuka za rokav pa vpraša, tako naskrivaj, bomo tako bolj naskrivaj rešili, kako zadevo, tako. 11 prijavljenih ekip, kaj pa vsi, ki so se zdaj čutili poklicane, da bi prišli kakšen krog podpore pokazati tebi, vodi projekta, celotnemu projektu in vsem deležnikom? Imeli bomo tam eno listo prisotnosti, kjer se bo lahko tudi posameznik opisal s priimkovim imenom in koliko krogov je prehodil, tako da bomo mi pa končnemu izkupičku tudi ekip dodali tudi te kilometre, da bomo pač lahko nazorno rekli, da smo v Grajskem parku prehodili 10.000 kilometrov. Upajmo. Imamo torej cilj, nekaj tega jih je bilo že v lanskem letu, če imam pravi podatek? Smo kar, ne vem zdaj številke, se ne spomnim, ampak se kar nabere v 24 urah. In za nas močno in vsemi 4 navija tudi Onkološki inštitut, namreč izkupiček današnjega dogodka bo namenjen za pomoč pri rehabilitaciji. Tako za sobna kolesa. Letos zbiramo sobna kolesa za borce na Onkološkem inštitutu, ki se spopadajo s kemoterapijo in ki zaradi tega, ker pač ne morejo iti, ker so dlje časa hospitalizirani in s temi kolesi pomagajo. Pač odvisno bo, koliko bomo prehodili in potem bomo mi določen znesek s pomočjo sponzorjev, ki so odzadaj na tabli, donirali Onkološkemu inštitutu sobna kolesa. Matej, ti v letošnjem letu si že verjetno zelo zgodaj, ko se je začelo 23, začel s tem projektom. Verjetno je tudi specifika nagovoriti vse pokrovitelje, ni tako samoumevno, da nekdo pristopi k projektu. Bi se morda komu posebej zahvalil, bi koga posebej izpostavil, sponzorji so navedeni? Jaz sem zelo vesel, da zavarovalnica Merkur v nas vidi oziroma nekoga, ki tisto, kar obljubi, tudi naredi. In seveda nekaj moramo vložiti tudi v sam projekt, ne moramo vsak sredstva dati direkt nekomu. Lani smo dali junakom 3. nadstropja za glasbeno terapijo, letos smo se pa odločili, da bi šli pač direkt na fizioterapijo, ker je zelo pomembno, da ta kolesa obstajajo. Tista kolesa, ki so na Onkološkem inštitutu, so dotrajana in je fajn, da s takimi projekti in da tudi vsak, ki bo prehodil nekaj korakov v Grajskem parku, danes se čuti poklicanega oziroma da je on tudi nekaj prispeval k tej donaciji društva Onkoman. Hvala lepa. Jaz sem nekako izčrpala, če se je še porodilo med povedali kakšno vprašanje, karkoli bi morda še vi, spoštovana sogovorniki, kaj dodali? Še nekaj drugega bi mogoče to, da v raki, ki sem že prej omenjal, smo bolj ogroženi moški. Zaradi želodca nekje 2-krat bolj kot ženske. Na Koroškem mogoče statistika še nekoliko višja, ne za moške. Tudi v Sloveniji, tudi pri raku na prebavilih oziroma na raku pri debelem črevesnem danki, nekoliko bolj ogroženi moški, ampak sama odzivnost v program Svet pola je merljivo, pa je nekje 10-12% nižja pri moških.
Tako da moški smo tista ciljna populacija, na kateri bo treba v prihodnje še veliko delati. Torej bi zdaj pozvala na tem mestu morda vse moške, stopite na gas, odzovite se povabilu, vzemite si tisti čas za termin. Gospa Majda, koliko časa traja takšen svitov pregled? To, da prvo daš svoje vzorce, sta 2 dneva, ne, potem, ko greš pa, če dobiš, to še nikoli ni rečeno, da boš ti mogel iti na kolonoskopijo ali na nadaljne preglede, zato ker šele takrat izveš, ali imaš pozitivno ali negativno. Drugače pa potem, če si pozitiven, dobiš v 10-14 dneh poziv za kolonoskopijo, potem gre pa zelo hitro vse skupaj. Res, da bodo 2 dni, kaj je to proti večnosti ali preostalo? Tako. Ali pa drugi možnosti za In to življenje? dejansko dobiš na dom, ker ne rabiš nikamor hoditi, a ne. Zato jaz pravim, da ta društva, ko jih imamo, od Zore, Dore, Svita in še mnogo drugih, dajte se jih poslužiti. To je nam edino v Sloveniji, ki imamo pri zdravstvu zelo na dosegu roke in tudi zastonj. To je tudi en pomemben podatek. Tako. v teh časih. Hvala, gospod Andrus. Ja, Matej, si še želel kaj? Ne? Ne. Bi lahko še jaz izkoristil to priložnost v imenu občine Ravne, nas oziroma pač občine Ravne na Koroškem zelo veseli, no, da je ta izjemen projekt Onkoman zrasel pri nas, da ostaja pri nas. Bi se ob tej priložnosti zahvalil pobudniku tega projekta Mateju Pečovniku. Gre za osebo, ki je posebno izkusila eno zelo neprijetno bolezen, kar se mi zdi pa izrednega pomena in vse pohvale vredno, pa je to, da sedaj te izkušnje deli z nami in dejansko pomaga preprečevati, odkrivati in te bolezni in seveda s tem nekako pozitivno vpliva na samo zdravje vseh občank, občanov in seveda tudi širše. Tako da iskrena hvala tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Hvala lepa. Torej še enkrat več, naj izkoristimo to priložnost, ko imamo ravno možnost nagovoriti vse občanke, občane, občine Ravne in seveda širše Korošce in Korošice, predvsem Korošce danes. Slišali smo, rak, ki ga obravnavamo, je predvsem grozi moškim, ki se manj udeležujete programa Svit oziroma presejalnega programa, zato ne zavrzite kuverte. Tako. Izberite čas in pogum ter se preglejte. V krogu življenja danes Korošci skupaj širimo z Matejem nalezljivo dobro voljo, optimizem, se izobražujemo, gibamo in bomo drug ob drugem in smo dobrodelni. S pestrim izborom aktivnosti smo še dodatno opozorili na dogajanje, ponudili nekaj za naše zdravje, ki je naše največje bogatstvo. Spoštovani, pridružite se nam, bodite zdravi, bodite z nami, upam, da v naslednjih 24 urah čim več nas pride na dogodek, saj vsak od nas in vsak krog šteje. Hvala za vašo pozornost in naslednje nedelje ob 17. uri. Na 4. krogu življenja, ki ga organizira društvo Onkoman. Matej, a bo? Bo. A imamo vse parajt? Še več. Še več? Ok, glavno, da ste vi pripravljeni. Mi smo na 3/4 oziroma ne, mi smo čist
čakamo vas, da se čist dobro ogrejete, da se pripravite. 24 ur hoje po Ravenskem parku je pred vami. Ekipe imate menda odlično sestavljene, čakamo še župana, ki se bo ravno tako odpravil na pot. Skratka, dobre priprave v zadnjih minutah želimo, mi smo tu za vas in bomo do jutri, do 17 in še naprej. Fajn se imejte, uživajte, ne pozabite na dobro voljo in seveda dobro tekočino, v tem primeru vodo, pa naj vam noge dobro služijo. High hopes. Vreme najbrž ne bi moglo biti lepše na 4. krogu življenja. Vidim, da ste dobre volje, da vam čista še fali. Poskrbite za vodo, družbo imate, šuhe tudi. Pa da vidimo, katera od 9 ekip bo najboljš odhodla. Zdaj ne, kec, ni tekmovanje, gre za druženje. Onkoman je hvaležen vsem, ki smo danes tu in mi seveda njim. Ma pa seveda Ravne dosti odličnih športnikov, a ne Robi Brezovnik. Miru, ne, vreme nam služi, ljudje so dobre volje, zbrali smo se in štartali bomo 17:00. Ja, vsi lepo pozdravljeni na 4. krogu življenja. Jaz sem ful vesel. Danes je dan stol. To se vidi, da smo prejšnje 3 leta delali ful dobro, da se je krog življenja prijel. Jaz sem vesel, da je ful, mislim, da je ful, da je 200% več ekip, ko jih je bilo lani. To je to z moje strani. Jaz želim pa upam, da bo brez poškodb, da se boste imeli fajn, pa na hidracijo ne pozabiti. Ok, hvala lepa Matej. Zdaj smo slišali 9 ekip menda danes in če jih je res 9, pa zdaj, ko pokličeš prvo, se naj oglasijo, prav? In še tu zlata pentlica. Ej, dobrodošli, dajmo en aplavz ekipi Zlata pentlica. Lep pozdrav na Koroškem. U15 Fužina. U15 Fužina, da vas slišimo! Kje ste? Še enkrat! Gremo naprej, Matej. Osnovna šola Koroški Jeklari. To so glasne. Vrtec Ravne. Vrtec Ravne? Vrtec Ravne? Tule! NJZ Ravne. Okej. Kje ste Onkomančki pa Evropa Done? Ej, dajmo še en aplavz, dajmo se malo okreti zdaj, da vse pospremimo z aplavzom, pa še. Koga sem pozabili? Koga smo pozabili? Šolski center Ravne. Šolski center Ravne, dajmo en aplavz še njim. ZKŠTM. ZKŠTM. In pa imamo tudi predstavnike občine Ravne. Imamo, samega župana imamo tudi nekje. Za tabo. Evo ga, živjo župan, pozdravljen. Sem gledat, trikrat boga prijaš. A je to župan ali ni? Kako? V redu, zelo športno, zelo nadahnjeno, tako da hvala vsem, ki ste prišli in gremo štartati. Gremo štartati. A je že? Koliko še imamo? Koliko 30 sekund še imamo? Okej. Zdaj nimamo koga tam, da bi nam muziko miksu, ampak dobro. Dajte se pripraviti, štafete imate vsi, ja? Še malo nazaj, če lahko pridete. Kam pa? Matej Pečovnik, kam se moramo še pomakniti? Aha, tu imamo enega gospoda, ki nam bo povedal. Lepo se pomaknemo tukaj proti drevesom, malce nazaj, prosim. Torej, vsi, ki bomo hodili, gremo še malo nazaj, hitrej, ker čas pa teče. Se pravi, proti drevesom, preden zaštartamo, a bo v redu? Bo. Društvo multiple skleroze, pozdravljeni, živijo, pridite, hitro bliže, bravo, čestitke. Vi praznujete te dni, a ne? Ja, vse najboljše. Držite se in sam tako naprej. Smo slišali veliko lepega. Nič za to. Ok. A gremo? Gremo skupaj odštevati od 10. A lahko? Ok. Gremo. 10, 9, 8, 7, ne slišim, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woohoo!
Naj se krog življenja začne četrtič na Koroškem. Dobrodošli, uživajte, držite se, mislite dobre misli in hvala, da ste z nami. Začetek morava iti. Gremo tu. Ask a lot of crazy questions. If I was dying first, would you feel love come crush me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? The rain can fall so soft against the window. Oh, you were an angel, but you treat me like the devil tonight. If I was dying first, would you flow in love, come quench me? If I said that you had a beautiful body, would you hold it against me? If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? Body, would you hold it against me? Zato ne more biti res, kakšen je pravzaprav ta pes. Noviš in ne kaže z očmi, jaz v šah te gledam, ti pa smeje se poredno. Kupi si poživo rečo barvo, na prvi si da niso na veliko. Se treska so hlate kot reka, tvoje kupe pa odpeta. Vsa vskoči bom na glavo, rado rože bom vsako te pred mamo. In potem če odprl sem srce, odvrgal aroganco, svetom močem. Smo za vas, hodite in tečete, ki ste z nami. Krog življenja laufa, narejenih je že ogromno krogov, 7 minut čez, oziroma 17 ur in 7 minut, zdaj bo 8, ste že pridni. Nekatere ekipe imajo več, druge manj članov, imamo pa tudi posameznike, ki hodijo in tečejo svoje kroge. Danes bo dogajanje v parku še bolj pestro kot včeraj. Začeli bodo najmlajši in sicer z nogometnim turnirjem U11, ki se bodo med sabo pomerili za medalje, pokale in vstopnice za reprezentančno nogometno tekmo. Potem bomo pa nadaljevali še z drugim dogajanjem. Mimogrede za vse tiste, ki tečete, ki hodite tukaj pri cilju, imate tudi izotonične napitke, da se malo krepčate še in rehidrirate in elektrolite dobite vase. Skratka, danes bomo deležni tudi predavanja o zdravi prehrani. Dr. Feelgood prihaja in nam bo na nek svoj način, menda zelo zanimivo, razložil,
pomen zdrave prehrane in zdravega načina življenja. Tudi avtomatski defibrilator bomo danes tukaj videli in se učili temeljnih postopkov oživljanja, pa poslušali predavanje o pacientovih pravicah. Ob 3 popoldne začnemo tudi šotorsko dogajanje, pri DTK-ju je šotor, v katerem se danes obeta zelo dober stand-up, prihajata Gašper Bergant in Aleš Novak. Evo, ob 5 popoldne pa zaključimo kroge in jih preštejemo in seveda povemo, kakšen dober namen je letos društvo Onkoman, ki organizira krog življenja, dejansko naredil. Srečno, učiteljica Nataša, članica osnovne šole Juričevega Drejčka, gre svoje prve kroge, koliko jih bo naredila, ne vemo, bomo videli, spremljamo. Kot zanimivost lahko povem, društvo Onkoman ima za sabo od včeraj od 5 popoldne 122 krogov, Mladinski svet Ravne 154, skupina ZKŠTM 108, Srednja šola Ravne 130, naš kolega Saša Štruc, ki teče od včeraj od 5 pa 172 pretečenih krogov in seveda ob tem iskrene čestitke in sam naprej. Imate to, hvala, da ste z nami. Lep pozdrav pošiljamo nedaleč stran na nogometni turnir, kjer so danes tukaj pravzaprav nogometne ekipe iz vseh koncev Slovenije. Dobrodošli na Koroškem tudi vi. Meni si pravi ti za me, tako lahko pa to ne gre. Ne bom postala črtica na steni vseh želja o me, kar pozabi me. Meni si pravi ti za me, tako lahko pa to ne gre. Ljubezni prave ne poznaš, dekleti se igraš za te, le kot igrače so. Ne govori mi, da ljubiš me bolj kot vse. Ne verjamem ti, za tebi so le laži. Ne nisi pravi ti za me. Ja, za nami je 17 ur oziroma 17 ur hoje v Grajskem parku. Noč je bila na začetku temna, zdaj je pa že svetlo. Super je, vse poteka brez zapletov, ljudi je ogromno. Nismo pričakovali takšnega odziva Korošcev in Korošic. Jaz sem presrečen, da se dogodek končno prijel. Ja, z hojo bomo zaključili ob 5 popoldan, ko nas čaka tudi koncert Vilija Resnika v parku pred DTK-jem. Jaz upam, da bomo vsi prišli varno in brez poškodb v cilj. Ja, cilj je verjetno dosežen in bomo z največjim veseljem donirali Onkološkemu inštitutu kolesa za fizioterapijo. Z vode ni življenja in brez gibanja ni življenja. Še 33 minut do konca 24-urnega kroga življenja. Fantastično vam gre in ne nehati. Še malo, torej še dobre pol ure do konca, do grande finale, pol pa pride Vili Resnik in naredi cel žur. Fajn se imejte. Žalost dela ponočnjake, zgubljaš svoj pogum. Bi se ekipe ustavile tukaj na štartu, da bi zadnji krog do 17. ure odtekli skupaj, da bi finale tega letošnjega kroga življenja bil še bolj spektakularen. Se pravi, 10 do 17. se nekje približno dobimo tukaj na štartu in skupaj odhodimo zadnji krog življenja za dober namen, za gibanje, za zdravje, za življenje. In ja, če ste lačni, pasulj v šotoru še vedno vabi. Propaganda naše ni načela in zato razum ostal je zdrav. Evo ga! Vili Resnik je že z nami in danes bo neumorno zažigal od 5 naprej, ker Onkoman
je vedno z njim in še čez dobre 5 minut, evo se dobimo vsi skupaj na štartu, pa gremo še zadnji krog življenja skupaj, pol pa sam še žur naprej. Okay, zadnje minute tečejo, tako da se bomo vsi skupaj podali na zadnji krog življenja. Ura kaže 23 ur in 51 minut, še 9 minut do konca. Smo vsi zbrani, počasi bomo štartali zadnji krog. Se pravi, vsi sem na štartno oziroma ciljno ravnino, da bomo lahko skupaj naredili dober konec oziroma nov začetek. Zjutraj, ko so bili najbolj korajžni v bistvu na progi, med temi tudi Sašo Štrucki je tekel pravzaprav 24 ur in teče zadnji krog tudi z nami in hkrati vseh 11 ekip. Bravo! Dajmo en velik aplavz za vse! Za Onkomana, za Zlato Pentlo, za vse učiteljice, vzgojiteljice, za vse posameznike, za vse ljudi dobre volje, za vse, ki imajo jajca in ki imajo dobro voljo. Zjutraj, ko so bili najbolj korajžni v bistvu na progi, med temi tudi Sašo Štrucki je tekel pravzaprav 24 ur in teče zadnji krog tudi z nami in hkrati vseh 11 ekip. Bravo! Dajmo en velik aplavz za vse! Za Onkomana, za Zlato Pentlo, za vse učiteljice, vzgojiteljice, za vse posameznike, za vse ljudi dobre volje, za vse, ki imajo jajca in ki imajo dobro voljo. Je res? A smo? Evo, Kingston nas zdaj pospremi na zadnji krog, v 4. krogu življenja. Štartamo! 3, 4, gremo! Nocoj ne rabiš pižame in ne velikih besed, ne razmetujo mare, hej, samo pripravi se. Nocoj ne rabiš pižame in dežnika tudi ne, ne zapiraj oken, samo prisluhni glasbi z ulice. Pa si zdaj cela ulica nori, ulica nori, ne kliči 113, 113, cela ulica nori, ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi, da ulica nori, ulica nori, ne kliči 113, 113, cela. You know, so we must survive, we feel alive, nobody can break the stride, no compromise, the limit of reach the sky. Every time you hear it coming, feel the rush. Oh, feel it in the air, keep on moving it forward and live with no fear. Feel the rush. Oh, feel it everywhere, keep on moving it forward and live with no fear. Kot vidite, v cilj že prihajajo naši heroji. 4. krog življenja, zadnji krog, 24 ur in 2 minuti že. Vsi skupaj bodo prečkali ciljno črto in to bo en dober uvod v zaključek in začetek 5. kroga življenja prihodnje leto. Še prej pa dajmo tega zaključiti. Za vse, ki so prehodili in pretekli 24 ur 4. kroga življenja in če seštejemo samo te, ki so na uradni tabli skupine, je bilo prehojenih in pretečenih več kot 2300 krogov. Zato zdaj prosim vse, ki smo tukaj v ciljni ravnini
In seveda vas, drage dame in gospodje, ki hodite, ki tečete, da si z veseljem in s ponosom zaploskate in končate 4. krog življenja. Bravo! Šampioni in prvaki in zmagovalci sveta, danes sploh še meni gre na jok. Bravo, čestitke vsem, ki ste skupaj zmogli 24 ur. In če ste zmogli to, potem zmorete marsikaj. In danes so med nami junaki, ki jih lahko vprašate, kako zmorejo, in povedali vam bojo, kako zmagati. Čestitke res vsem, Matej Pečovnik, vsaka čast vsem. Hvala, da ste bili z nami. Žur se nadaljuje v šotoru, Vili Resnik je z nami. Fajn se imejte. Vidimo se naslednje leto na 5. krogu življenja, ko nas bo še več. In ko bomo to številko 2306 krogov na oko, brez posameznikov, dvignili za enkrat več. Lepo se imejte, pridite še naravne. Hvala vsem, vsa čast. Čau.